Lepo pozdravljeni, danes je med nami družina Medved in bomo poslušali zgodbo o tem, kako je Jezus ozdravil ženo, ki je bila dolga leta bolna. Najprej se pa priporočimo Svetemu Duhu. Pridi, Sveti Duh, pridi, Sveti Duh, pridi in prebivaj meni, Sveti Duh, pridi, Sveti Duh, pridi, Sveti Duh, pridi in prebivaj meni, Sveti Duh. Pošli svojega duha in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje. Molimo. Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav in vsedaj radi sprejemali njegove spodbude po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Amen. Prosimo še Jezusa, da očisti naša srca, tudi ti, Jari, da bo prosil v naših dušah za Jezusa, za njegovo besedo. Lepo rokice skupaj dajmo, poglejmo svoje srčke in rečemo: Jezus, prosim, očisti. Moj Bog, žal mi je, da sem grešila in žalila tebe, ki si moj najboljši Oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšala, pomagaj mi s svojo milostjo. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Božja pomoč ostani vedno pri nas in z našimi odsotnimi prijatelji. Tako, poslušajmo zgodbo, pozorno poslušajmo, kar nam mamica bere. Dva pomembna človeka. Jezus se je z učenci vrnil na naseljeno stran Genezareškega jezera. Ponovno se je okrog njega zbrala velika množica ljudi. Ljudje so se prerivali, da bi prišli čim bliže k Jezusu. Tedaj je Jezus nenadoma obstal. Kdo se me je dotaknil, je vprašal. Kakšno čudno vprašanje ob taki gneči, so pripomnili učenci. Vsi vendar rinejo vate. Jezus pa je še vedno čakal in z očmi preiskoval obraze. Končno je majhna bleda žena boječe stopila naprej. Vsa tresoča je pokleknila k njegovim nogam. Jaz sem se te dotaknila, je priznala. Prepričana sem bila, da bom ozdravela, če bom to storila. Povej mi, kaj je bilo s teboj, je rekel Jezus. Polnih 12 let sem bila bolna, je nadaljevala žena. Ves svoj denar sem porabila za zdravnike. Nihče mi ni znal pomagati in bolezen se je še slabšala. Prepričana sem bila, da bi ozdravela, če bi se lahko dotaknila tvojega plašča, in zgodilo se je tako. Jezus jo je ljubeznivo pogledal. V Božjih očeh je bila žena enakovredna predstojniku vzhodnice Jairu. Hči, je rekel, tvoja vera vame te je ozdravila. Pojdi in živi v miru. Jezus jo je opazoval, kako je hvaležna in srečna zapustila množico in se napotila domov. Ja, ste poslušali zgodbo? Ja. Kdo je bil Jezus in koliko ljudi je bilo? 1, 2, 3? Veliko. Ogromno je bila, cela množica in vsi so ga tiščali. In zraven je bila ena žena. Zdaj poslušajmo, kako je pa to evangelist Marko napisal to zgodbo. Pozorno poslušajte, ne okrog gledati, ampak takole. Magarče učke zapreš, da fajn poslušaš. Iz Evangelija po Marku. Ko se je Jezus prepeljal s čolnom spet na drugo stran, se je zbrala pri njem velika množica. Bila je neka žena, ki je že 12 let krvavela. Veliko je pretrpela od mnogih zdravnikov in porabila vse svoje premoženje, pa ji ni nič pomagalo, ampak se je še slabšalo. Slišala je za Jezusa. Med množico se mu je približala od zadaj in se dotaknila njegove obleke. Rekla je namreč: tudi če se dotaknem le njegove obleke, bom rešena. In vir krvi je takoj usahnil in v telesu je začutila, da je ozdravljena nadloge.
Jezus je v sebi takoj zaznal, da je šla moč iz njega. Obrnil se je v množici in rekel: Kdo se je dotaknil moje obleke? Njegovi učenci so mu govorili: Saj vidiš, kako množica pritiska nate, pa praviš, kdo se me je dotaknil. Oziral se je okrog, da bi videl tisto, ki je to storila. Ker je žena vedela, kaj se je z njo zgodilo, je vsa v strahu in trepetu pristopila, padla preden in mu povedala vso resnico. On pa ji je rekel: Hči, tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru in bodi ozdravljena svoje nadloge. Božja beseda. Hvala. Ja. Odlično. Ker je kdo slišal besedo, besedno zvezo, ponovi na glas. Pojdi v miru. Hči, tvoja vera te je ozdravila. Krvaviti. Krvaviti. Žena. Ti si kaj slišal, Noe? Sem že Si že rekel, pa jaz nisem slišala, bolj na glas povej. dotaknila se obleke. Dotaknila se obleke, zelo dobro. Ja, pa bomo pogledali. Poglej, Jezus se je spet prepeljal s čolnom na drugo stran. Kaj kar naprej s čolnom se vozil, sem pa kje? A je bil na počitnicah? Zakaj je Jezus toliko hodil sem pa kje, pa s čolnom? Zato so ga množice skozi lovile. Kdo ga množice lovile? Ja, na eni strani so ga ljudje lovili, po drugi strani je pa on hotel vsem oznaniti, vsem pomagati, vsem povedati, poglej, jaz sem prišel, nebeško kraljestvo se je odprlo. Ne, za vse ljudi je Jezus prišel. Ampak zdaj pazi, on je prišel na drugo stran in velika množica. Danes, če bi Jezus prišel, a bila tudi velika množica? Ja. Bi bila? V cerkvi je Jezus pri vsaki maši, je velika množica? Ne. Ne, ne. Zakaj se je takrat zbrala velika množica, pa to, ki jih je hodila za Jezusom, danes pa kar, a moram k maš, a moram moliti, a moram spet Sveto pismo brati, le še zdaj, ko beremo, okrog gledate. Zakaj je to? Kdaj bi se obrnili pa rinili za Jezusom? Ko bi ga videli. Prosim? Ko bi ga videli. Ko bi ga videli. Kdaj pa hitiš k tih mamici, pa se vsi trije rinete k mamici pa hočijo, ali pa se raj umaknete v kot? Kadar kaj rabite, ne? Ja. A je tako, kadar kaj rabite, takrat je mami, oči, a je? A ne? Ker imaš pa rada zase mir, pa uživaš, pa ti je vse ok, pa pustiš na mir, ne? Pa ne mi pa da mir, jaz se zaigram, pa tako. In tako je tudi danes, ne? Če imamo vse, kar se zmislimo, potem si domišljamo, da tudi Jezusa ne rabimo. Zakaj bi hodil, imaš, zakaj bi tako? In ti ljudje, ki so šli za Jezusom, so bili vsi v stiski in so hoteli pomoči. Eni so želeli Jezusa poslušati, da bi slišali njegovo besedo tolažilno, eni so bili bolni, da bi jih ozdravil, eni pa iz firpca, radovedni so bili. Kaj pa ta možakar? Eni pa zato, da ga bodo tožili. Kaj si dobro, da je to narediti, ne? A je tako? Ja, v redu. No, in ko je prišel sem, vsi so ga tiščali, vseh strani so ga ljudje tiščali v njega, in potem ena žena se ga dotakne. In Jezus se obrne, prav, kdo se me je dotaknil? Halo? A mislite, da Jezus ni vedel, kdo se ga je dotaknil? Je vedel. Je vedel, ampak kaj je hotel? Da prizna. Da prizna, ne? Da sam pove. In učenci so rekli, pa kaj neumno sprašuješ? Vsi ti tišijo z vseh strani, pa sprašuješ, kdo se je dotaknil. 100 ljudi se te dotika, kar naprej. Eni porivajo tja, eni pa tja. Ne? Ampak ena žena je bila drugačen dotik. Zakaj se ga je ta žena posebej dotaknila? Ne zaradi množice, ampak zakaj? Zaradi bolezni. Zaradi bolezni. Ona je bila tako skromna, da niti ga ni upala prositi. Ni prosila, Jezus, prosim, me ozdraviš. Ampak si mislila, lej, kaj bom jaz, uboga žena tega velikega moža, se ga spraševala, jaz se ga bom samo dotaknila. In on, ki je sigurno res Božji sin, on me pa ozdravil. In res takoj, ko se je, sploh je že mislila to, da bi se roba obleke dotaknila, sploh ne njega, samo roba obleke. Ona je takoj ozdravila. In Jezus je to čutil. Jezus ni čutil, da se ga je nekdo dotaknil, so ga itak se ga vsi dotikali, pa tiščali. Ampak je čutil, da je šla ta moč iz njega, da je nekdo ozdravil. In pa je rekel, kdo se me je dotaknil? In se je ustrašila. Zakaj se je ustrašila? Ja, ker je videla, da se ga je ona dotaknila in pa
Pa si ni upala priznati. Ja, zakaj bi se pa pojbala? Zato ker je on tako velik človek, ona pa sem revna žena, pa si ne upa tega narediti. Veš, pa ti dobro razmišljaš, a ne? Ampak jaz je pa pohazal, ne, prav jaz sem zato prišel, da vam pomagam. Zakaj se bojite prositi? Proste me, proste in jaz vam bom dal, kar je za vas dobro. In pa je ženi rekel, tvoja velika vera te je rešila. Zdaj pa zanima, kdaj se vi na Jezusa obrnete, pa ga kaj proste? A se sploh kdaj kaj obrnete na njega, pa ga proste? Ja. Kdaj recimo? Ker mi je res težko v šoli. V šoli težko, ja? No, ja, kdaj ti prosiš kaj Jezusa, če ga kdaj? Ko mi nagajajo, Če te nagajajo, da te ne več nagajajo, da rečeš, Jezus naj mi ne nagajajo več. Ja, kdaj pa ti Noje? Ne veš, boš še razmislil. A vidva se kdaj obrnete na Jezusa? Ja, Za kakšne stvari najbolj pogosto? če me strah. Ja, kakršna koli stiska, ne. Kadarkoli ne veš, da ni v tebi odvisen, da misliš, da ne boš zmogel, avtomatično njegovo ime iščeš. Jezus pomagaj mi. Enako. Kaj si hotel reči, Noje? Ko me strah. Ko te je strah, a ne prosiš. Jezus prosim, da me ne bilo strah. In Jezus želi, da ga prosimo. In Jezus želi, da mu vse povemo. Jezus pa je žena mu je vse povedala. In ni rekel, čakaj, se živim, kar pej. Meni se včasih zdi, ko sem tako otroča kot vi, sem smislila, pa zakaj Jezusu razlagam, če pa itak on vse ve. A ne, se itak ve, kaj mu čekam. Ampak Jezus ima vsega od nas tako rad, da rad posluša. Da rad posluša, da mu povemo. Tako kot mamica, itak vse ve. A veš, kako je bilo to, pa kako je bilo to, pa kako je bilo to. A ne? Ampak ker tako rada posluša tvoj glas, ker te ima tako rada. Aj tako, mami. ja. A ne pa oči. Oči je tudi vedno prijetno, ko vas posluša, ko čeblate. Bla, 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 bla. A ne? Če najlepša glasba je, ko moji otroci čeblajo pa pripovedujejo. Ne? Tako tudi Jezus nas ima tako rad, da želi, da mu vse povemo, kar se je zgodilo čez dan. Ali pa že sploh, da mu povemo, pa da ga prosimo, pa da se mu zahvalimo. Vse te stvari ima Jezus zelo rad. Prav? A Jezus rabi naše prošnje? Ne. Ne, ne rabi. Mi rabimo, a ne? Ampak kaj pa Jezus želi? Da ga pa prosimo. Tako, da smo z njim, a ne? Da smo z njim. Se mami tudi ve, recimo, da si lačen, ampak želi, da prosiš, zato da sliši tvoj glas. Pa je že pripravljena za jesti, ampak čaka, da boš prosil. Te ni tiši, na, zdaj pa jej, zdaj pa jej, zdaj pa jej. A ti tiši? Ajo, pa ni to prava. Dobro, velja. Zdaj imamo pa spet priložnost, lepo prosimo Jezusa, kar ga kdo želi za danes prositi, za današnji dan, pa kar se je danes zgodilo. Jezus, prosim te, da zdraviš naše notranje rane, pa vse strahove. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosim te, da bi ukrepil vse naše šibke točke. Prosimo te, usliši nas. Prosim te za vse družine, ki so bile danes tukaj, da jih blagoslavljaš in da jim povrneš, ko so si vzeli čas za to. Prosimo te, usliši nas. Jezus, prosim te, da bi mi dal ta čutek, da bi vedno vedel, da se lahko na te naslonim, da te lahko prosim karkoli, da me ti poslušaš. Prosimo te, usliši nas. Prosim te, da bi raje klepetala s teboj kot z drugimi ljudmi. Prosimo te, usliši nas. Da prosim te, da bi pozdravil ranjene ljudi. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te tudi za Jari, da se bo ukorajžila in upala na glas prositi. Prosimo te, usliši nas. Pa vse te prošnje položimo pred Jezusa. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
Še zapojmo pesemco, kako prosimo Jezusa. Kar nam on naroča, naj prosimo. Prosite, iščite, trkajte. Prosite, iščite, trkajte. Prosite, iščite, trkajte. Prosite, iščite, trkajte. Prosi Gospoda Boga. Prosi Gospoda Boga. Da ti bo, kar potrebuješ, in dobro je zate. Prosite, iščite, trkajte. Prosite, iščite, trkajte. Prosite, iščite, trkajte. Prosite, iščite, trkajte. Išči Gospoda Boga. Išči Gospoda Boga. Našel ga boš v svojem srcu in svojem bližnjem. Prosite, iščite, trkajte. Prosite, iščite, trkajte. Prosite, iščite, trkajte. Prosite, iščite, trkajte. Trkaj na vrata Boga. Trkaj na vrata Boga. Nastežaj ti bo odprl, objel te, poljubil. Prosite, iščite, trkajte. Prosite, iščite, trkajte. Prosite, iščite, trkajte. Prosite, iščite, trkajte. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Gospod nas blagoslovi, nas vari vsega hudega in nas privedi v večno življenje. Amen.